Se vam je morda že zgodilo, da ste se usedli na napačen avtobus? Potem niste edini, saj se je enako zgodilo tudi dekletoma, ki sta se na avtobusu krcali na območju Maribora. Ko sta dekleti voznika prosili, ali bi lahko ustavil na tepanju, da se ne bi peljali do Ljubljane, je voznik dejal, da bo ustavil samo, če ga ustavi policija. In kako se je končalo? Leja Hrovat. Kako pogosto se zgodi, da se ljudje usedejo na napačen avtobus? Ja, enkrat sem se, nisem bil zadovoljen, sem prišel na destinacijo svojo. Je bila pot malo več kot pol ure daljša. Vsakmu se je po mojem, ko se vozi z avtobusom. Mogoče tako, ker nisi pozoren, pa čakaš avtobus, pa se pol pripelje, pa misliš, da je tvoj, pa pol, ker greš gor, pa pol ugotoviš, ne vem, tako po parih postaj, da si se na napačnega usedel. A tokrat se vožnja z napačnim avtobusom ni končala le z nekaj dodatnimi postajami, ampak s klicem na pomoč. Takole na celjski policijski postaji: včeraj nas je za pomoč zaprosila občanka, ker sta njena hči in njena prijateljica na mariborskem območju sedli na napačen avtobus in se odpeljali v smeri proti Ljubljani. Ko sta dekleti ugotovili, da sta na napačnem avtobusu, sta voznika prosili, če bi lahko ustavil vsaj na tepanju, da se ne bi peljali do Ljubljane. Tega pa ni želel storiti, ampak je dejal, da bo ustavil le v primeru, če ga ustavi policija. Verjamem, da se ne sme ustaviti, ker so tudi drugi na avtobusu, in se mi zdi pač normalno to. Na celjskem območju so ga nato res ustavili policisti, ki so dekletoma priskočili na pomoč, da sta lahko zapustili avtobus. Počakali sta, da jo je prišel iskat oče ene od deklet. Bravo, lepo so se znajdle punce. Mislim, da je malo zloraba, ja. Vseeno se da preveriti, preden greš na avtobus. Pretiravanje po en stran, mislim, da kličeš policijo za to. Razlog, da voznik ni ustavil takoj, pa je tudi v pravilih linijskega prevoza. Zakon namreč določa, da se voznik ne sme ustavljati izven avtobusnih postaj in avtobusnih postajališč, ki so določena z voznim redom. Meni se zdi, da pač, če se usedeš na napačen avtobus, pa pač greš voznika vprašati, da je pač vsaj da reče, da lahko greš na naslednji postaji dol. Večina folka pač to naredi, gre dol tam, ka pač lahko, pa se obrne, pa gre nazaj, res druge nimaš. Kot so se pošalili celjski policisti, se sicer redko kdaj zgodi, da vozniki sami prosijo, da jih ustavijo.